In zdaj sva tukaj, torej že pri najnem tretjem triku za tavajoče možgane. Tavajoči možgani seveda niso možgani, ki so ti pri ušesu šli ven in zdaj tam nekje tavajo in jih moraš iskati. Saj upam, da ne. Okay. Ampak tavanje možganov, ko greš ti v neko meditacijo, a ne, in si želiš doseči pač nek cilj, in možgani ti pustijo meditirati, to absolutno, torej ni upora, ampak oni recimo, primer, ti hočeš skanalizirati svojo novo knjigo, zato ker so ti ful ideje neki padale in zdaj te zanima, kako izgleda ta knjiga. Okay? Ampak recimo, da si se, zbrali bomo en primer, ne? Recimo, da si se na ta dan skregal s šefico. Ni upora, torej noče meditirati, ampak nekaj drugega. Tavanje možganov je nekaj drugega. Je mogoče podoben kot prvi trik, ampak še vse neka prilagoditev pa je. Primer, ti greš v meditacijo, ti hočeš nova knjiga, možgani pa, kva mi je ona naredila, kva mi je ona rekla, se hočejo kregati šefico. Oni meditirajo noter, grejo k šefici, tam se jim dogaja, razumeš? Ampak zdaj si pa ti predstavljaj, to je tisto, kaj če bi bila danes super polna luna? Ti meditiraš in super polne lune so za manifestacijo Sveti Peter, razumeš? Bog in batina, to je najbolj pomemben. A veš, kaj mislim? To je najbolj pomemben. In ti valjda, da nočeš zgubljati časa, da se tam v glavi šefico kregaš, ker to manifestacija vržena v koš. In pa začutiš ful hudo frustracijo, moram manifestirati, pa modra polna luna je samo enkrat na 2 leti pa pol. In pa ti čist grozen, sploh, ker so te veliki planetarni premiki, a veš, in recimo, da ti ob teh planetarnih premikih, a ne, v bistvu se ti to dogaja, to ti ful pol na jezo pa frustracijo seka. Zato, ker si zamudil nek močen energijski portal, zato, ker si se tam z neko šefico pa z nečem ukvarjal. Ampak možgani ti enostavno ne dovolijo. Ampak to, da ti noter vklopljaš frustracijo in jih spet hočeš neki prisiliti, smo ugotovili eno stvar, možgane nič ne moraš prisiliti, pika in zaključeno. Vsaka misel, da lahko, ne, mi ne bomo z možgani tako delali, mi bomo šli okolo, malo naokolo, veš, kaj mislim, ne? Kaj pa to nares? Ker absolutno nočem, pa če danes super polna luna, nočem stran vrš te energije. Ker ja, dobesedno lahko vržeš stran. In pa rabiš čakati, koliko, 1 mesec do tega spet, ne? Ali pa včasih še mnogo več, ker so taki pomembne poravnave in tako dalje, pa modre polne lune, ki so na vsake toliko časa in tako dalje. Dajmo si pomagati. Kako? Teta Kristi ve. Tvoj tretji trik je, da, torej, če smo ugotovili isto, kakor na prvi točki, torej, skozi se vračamo k tej osnovi, če mi recimo vemo, da takrat moramo prilagoditi tematiko, je kle isto, ampak tole je pa res. To je mala tajna velikih majstora. A veš, rečejo temu, ne? Veš, kaj pa kle narediš? Kle pa ti narediš trik, kjer možganom dovoliš tematiko, zato ker očitno rabijo nekaj razrešiti iz tega spora, ne vem, šefico, ampak na način, da recimo, če hočeš pa manifestirati, če je super polna luna, noter dodaš željo. Ok, Kristi, kva zdaj govoriš, kako naj noter dodaš svojo željo? Lahko. Lahko dodaš, primer, če se možgani hočejo z nekom nekaj kregati, a pa ne vem kaj v glavi, kaj drugega delati, jim to dovoliš. Potem po enem dan trenutku, ko oni to delajo in se počutijo zelo svobodne, če smo že pri tem, ker si ti njim to dovolila, ti njih vržeš na trik in jih vprašaš, kar na hiter. Kako se to navezuje na mojo željo? Kaj to pomeni za manifestacijo moje želje? Primer. To je, jaz sem povem, to je tak trik, katerega možgani še vsem so prepočasni, ne pričakujejo, ampak če to narediš v enem dan trenutku, se začudaš. Recimo primer, možgani so imeli spor, šefico, neki so se kregali, bla, 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 neki se zgodilo v službi. Ti dovoliš, da možgani tam izpeljajo govor, ne vem kaj, razrešujejo, se zjokajo, ne vem, kar ko ljudje že hočejo za to situacijo narediti. Pa po enem dan trenutku rečeš, kako to, kaj se lahko moja želja nauči iz te situacije?
In potem možgani rečejo, jaz ne rabim v življenju imeti nikogar, da se na mene dere, da se z mano tako obnaša, hočem imeti svojo firmo. Bam! V tistem trenutku ti to imaš. Svojo firmo, to bi bila lahko točka B, ne? Rešitev na to. Svojo firmo, wow! Kako pa bi, dragi možgani, zgledali to, da imam svojo firmo? Zak. In jih prefokusiraš in ti pustijo iti naprej. Pa se začnejo pa oni ukvarjati in vidijo šefico samo še kot vzvod za željo in ti pustijo naprej to v manifestacijo. Tudi če si ti, to ti jaz predlagam, tudi če si recimo ti primer, delo manifestacijo za kanaliziranje ali pa za ljubezen do sebe ni važen, pa recimo se začnejo ukvarjati z neko kariero možgani, ker je bilo nekaj narobe in jim v enem trenutku vprašaš, kaj to pomeni za moje želje in oni začnejo svojo firmo. Pejt pol delati naprej manifestacijo za svojo firmo, ne probati potem dati noter ljubezen do sebe ali pa nekaj, čeprav okay, tukaj bi se še malo to skladali, ampak pejt pa manifestiri za firmo, ker možgani v enem trenutku lahko ta dva fokusa povežejo med sabo in lahko ti zdelajo. Mogoče pa recimo neki pogovor z angeli pa tako ne. Ampak še vsem boš, da narediš neko manifestacijo, ki je ena, še vsem izmed tvojih želja, tudi če ni primarna, kakor pa da manifestacijo v enem trenutku vržeš stran. A veš, kaj mislim? Kjera fora? A veš, kak trik je to? To drugače ful ni težko narediti. Sam ljudje tega ne poznajo in ljudje tega ne vejo. A ne? Tako narediš. In ti, ko možganom vržeš koz, da je to vzvod za željo, so oni tako zak. Ful hitro grejo pol na tist. Oni kar pozabijo pol tam. Zato, ker si jim vrgel nek fokus, ki jih v enem trenutku zanima. Ampak moraš priti iz njihovega nivoja tam. A veš, kaj mislim? Vse lahko dobiš v manifestacijo. Mogoče ne bo vedno glih originalna, tista, s katero šel ti noter, ampak vsem bo pa. Tako da, torej, dovoli možganom, ko nekaj padajo noter, hoče nekaj druge tavati. Primer, ti hočeš, razumeš, zdravilnost. Hočeš zdravilno meditacijo, a oni tam, razumeš, grejo pa neki kariero gledajo. Kako bi, a odpreti firmo ali ne. Ampak ti se fizično nisi nekaj dobro počutil in ti se hočeš s telesom ukvarjati, a še kaš ne, možgani se ukvarjajo s kariero. Kako lahko, ok, dovolim. Greš v kariero in rečeš, kako bi ta kariera pomagala mojemu zdravju. Greš gledati to, potem te pa kar naenkrat spet vrne na telo. Možgani tako delajo, nevroni tako delajo, energija, informacije se tako pretakajo, tako je, to je njihova zakonitost. Mi, kad te stvari smo študirali in jih zelo dobro poznamo, smo samo v meditaciji zelo pametno to uporabili. To je to. To ni talent, to ni znanstvena fantastika, to je dejstvo. To je drugače, to je čista pač osnova, kako možgani funkcionirajo. Jaz bi kaj vedela o tem, zato ker jaz tega znanja imam res ogromen. Ogromen, ok? A veš, a ni dobra stvar in ti lahko kljub temu torej, in spet bo isto, kot sem ti rekla pri prvi točki, te bojo možgani potem spustili, potem doskrat torej naprej v tisto, kar je bilo originalna namena, pa nekaj pozitivnega, pa manifestacija. Res veš, kako je to dobro. In z vsake negativne situacije, ki se možgani hočejo noter ukvarjati, a veš, in so se tega prijeli, razumeš, kot komar kože, in hoče zdaj ti spitva, ne? Prav, pustimo. Ko se bo napil dosti krvi, a ne? Mu boš rekel, zdaj pa tja. Ne? A veš, kaj mislim? Pa nekaj me grist. Zdaj sem našla malo simpatično, navihano, smešno prispodobo, ampak mislim, da si to definitivno dojela. In to je bil najin tretji trik uspešne meditacije. Preden grejo naprej na 4.